Marino Izola je priplul kit Mare, instalacija narejena iz plastenk, pobranih iz slovenskega morja. Instalacijo so skupaj z mladimi navdušenci sestavili člani Zelene akademije, zavoda, ki je namenjeno zaveščanju prebivalcev o problematiki onesnaževanja morja. Dejstvo je, da pač ta kit je ena taka simpatična zadeva, ki smo jo do zdaj uporabljali tako, da smo tam, kjer se je skupina pojavila, tega kita pripeljali, da so ga otroci videli, da vidijo, bi rekel, tako plastike, ampak vseeno, bi rekel, v neki reciklirani obliki, in v tem primeru v obliki kita. Tako da v bistvu je del programa, od tu dalje pa del, bom rekel, zaveščanja, vsakodnevnega, konec koncev. Program akademije je namenjen predvsem osnovnošolcem, ki sodelujejo v akcijah čiščenja obale, nato pa se z izvajalci programa odpravijo še na Jadrnico. Mislimo, da je ta koncept, se pravi, doživljajskega, bom rekel, učenja ali pa ozveščanja, ta pravi, vsaj pri mulariji, 4 stene, 5 ura, bi rekel, šolska. Jaz mislim, da bi imeli zelo majhen efekt, ko bi jim prišli razlagati, zakaj je kaj važno poskrbeti, bi rekel, za naše morje, pa nasplošno, nasplošno za, bom rekel, onesnaževanje, preprečitev onesnaževanja katerega koli dela okolja. Plastika v morju razpade na zelo drobne delce, ki lahko dosežejo vse svetovne plaže. Po podatkih akademije naj bi bilo v slovenskem morju do 300 milijonov mikrodelcev plastike, ki jih zaužijemo tudi ljudje, ko jemo ribe. Glejte, ta severni del Jadranskega morja je zelo onesnažen, nismo krivi, bom rekel, prebivalci, toliko kot jasno, recimo, stalni tokovi Jadrana in tako. Tok pač naredi svoje pri teh zadevah, to vidimo tudi po svetovnih morjih, tam, kjer so, bi rekel, tisti stalni veliki tokovi se nabirajo, bi rekel, kilometri in kilometri, kvadratni kilometri plastičnih otokov že, kar jih pač ta tok skupaj da, vso to onesnaženost in tako dalje. Tisto izgleda zelo impresivno, to si lahko pogooglate in vsi vidite hitro, zakaj se gre. To ponovadi konča na kakšnih ezotskih, recimo, plažah, ki so še kakšnih 10, 15 ali pa 20 let nazaj bile biser, zdaj so pa dejansko smetišče. Količina plastike v morju je že danes zaskrbljujoča, obeti za prihodnost pa niso rožnati. Znanstveniki napovedujejo, da bo do leta 2050 v morju več plastike kot rib. Vsako leto zaradi zastrupitve s plastiko že zdaj umre več kot 100 tisoč morskih živali. Namen akademije je o onesnaževanju morja ozaveščati najmlajše, oziroma tiste, ki jim prepuščamo planet. Tako da bistvo je, da jih skozi ta doživljaj peljemo, ga začutijo in jaz sem prepričan, da potem v podzavesti tudi zaradi samega doživljaja bistveno več ostane. Kit Mare, ki so ga otroci poimenovali po italijanski besedi za morje, bo odslej stal v izolski marini kot opomnik na to, kako onesnaženo je naše morje in koliko lepih stvari lahko nastane z recikliranjem vsakdanje plastike. Občina Piran in okolje Piran bijeta boj proti legalnim čevapčičem. Davor Polonio je na skupni gostinski terasi, ki jo ima v solasti, sredi Portoroža postavil zabojnik za peko čevapčičev. Okolje Piran, ki je eden od solastnikov terase, podjetniku očita, da je zabojnik postavil brez potrebnega soglasja ostalih solastnikov in brez ustreznih dovoljenj. A Polonio pa jim odgovarja, da tudi sami niso dali soglasja ostalim solastnikom za uporabo skupnih površin, zato sklepa, da ga za uporabo njihovih teras ne potrebuje. Glede potrebnih dovoljenj pa trdi, da je na istem mestu že prej stal začasni gostinski obrat, zaradi česar nadaljevanje uporabe ni sporno. Pa čeprav je bil po trditvah piranske komunale tudi ta objekt postavljen brez ustreznih dovoljenj in soglasij. Komunala očita podjetniku tudi to, da s postavitvijo zabojnika krni podobo kraja. Podjetnik pa odgovarja, da se s ponudbo povsem vklapljajo v okolje. Če se bo izkazalo, da ima okolje prav in je objekt postavljen brez dovoljenj, bo v skladu z zakonodajo odstranjen. Očitke Davora Polonija je težko zavrniti, saj se zdi ponudba portoroškega turizma milo rečeno shizofrena. Na eni strani lahko že zdaj opazujemo luksuzne hotele, ki jim nasproti čez cesto stojijo restauracije s ponudbo hitre hrane in lokali z glasno turbofolk glasbo. Pri tem obstajajo izjeme. Portorož ima nekaj lokalov s kvalitetno ponudbo glasbe, ki pa imajo kratek obratovalni čas ravno zato, da bi se lahko ostareli gostje okoliških hotelov tudi odpočili.
Podjetnik je z napovedanim odprtjem prodajalne čevapčičev tako odprl perečo temo. Kaj se dogaja s portoroškim turizmom? Zdi se namreč, da občina nima strategije razvoja, zato pa je takšen, kot je. Od začetka julija za imetnike abonmaja v parkirni hiši Sonce velja nov parkirni režim. Mestna občina Koper želi s tem spodbuditi uporabo javnega prometa s sistemom P+R, Park and Ride. Ta sistem omogoča parkiranje avtomobilov v parkirni hiši in nadaljevanje poti z javnim prevozom, v tem primeru mestnim avtobusom. Imetniki abonmaja sicer lahko parkirajo v parkirni hiši vsak delovni dan med 6 in 22 uro. Mesečni abonma stane 30 €, od zdaj pa bo možno to ceno znižati za do 50%. Marjetica Koper je abonente pozvala k osebnemu prevzemu kartice Koper Card, s katero bodo lahko uveljavljali prevoze v mestnem prometu. Zaenkrat abonentska in Koper Card nista poenoteni, zato morajo uporabniki, ki si želijo zagotoviti popust, imeti dve različni kartici. Višina popusta bo odvisna od števila potrjenih voženj in bo obračunana pri plačilu abonmaja za naslednji mesec. Vsi, ki bodo zbrali do vključno 10 voženj, bodo pri nakupu abonmaja za naslednji mesec prejeli 10 € popusta. Uporabniki, ki se bodo z mestnim avtobusom vozili več kot 10-krat, bodo dobili 15 € popusta. Nakup abonmaja s popustom je trenutno možen le na prodajnem mestu Marjetice v parkirni hiši Belveder. Ugodnosti bodo na voljo tudi dnevnim uporabnikom parkirne hiše Sonce. Ti lahko s parkirnim listkom potrdijo vožnje z mestnim prevozom. En parkirni listek je dovolj za vse osebe iz osebnega vozila, uporabijo pa ga lahko največ 4-krat. Cena parkirnine bo s popustom znašala 70 centov na uro. Primorska gospodarska zbornica ima novega predsednika. Člani skupščine zbornice so v torek na to mesto imenovali Boruta Fakina, primorskega gospodarstvenika, ki od leta 2018 vodi podjetje Vina Koper. Fakin je sicer nasledil Tadeja Gosaka, ki je svoje 3-letno vodenje zbornice zaključil zaradi zamenjave službe. Prav on je bil tisti, ki je Fakina predlagal za svojega naslednika. Magister Borut Fakin je poslovno kariero začel kot direktor trženja in prodaje v hotelih Piran. Med leti 2010 in 2014 je zasedal mesto direktorja trženja hotelov Bernardin. Nato je bil leto dni vodja prodaje in marketinga v družbi Hit Nova Gorica. Nakar se je vrnil v hotel Bernardin kot direktor prodaje vse do marca 2018, ko je postal direktor družbe Vina Koper, kjer službuje še danes. Novi predsednik Primorske gospodarske zbornice sicer poudarja pomen zbornice kot podpore podjetjem pri prodiranju na nove trge. Poleg tega opozarja, da bo potrebno poskrbeti za vzpostavitev več obrtnih con. Med prednostne naloge Primorske zbornice Fakin uvršča iskanje novega vodnega vira za Istro in vprašanje prometnih povezav ter njihove preobremenjenosti s prometnimi tokovi. Primorska gospodarska zbornica je sicer del Gospodarske zbornice Slovenije, obenem pa Slovenijo predstavlja v forumu gospodarskih zbornic Jadransko-jonske makroregije. V Kopru se za čas poletne turistične sezone spreminja prometni režim. Po novem bo tako med vikendi med 9 in 23 uro zaprt del Pristaniške ulice. Da bo veljal drugačen režim, nas bo na vstopu v Pristaniško ulico opozarjala signalizacija in potopni val, ki pa se bo vseeno spustil pred vsakim avtomobilom. To pa zato, da ne bi ovirali intervencijskih vozil. Vožnja z osebnim avtomobilom brez dovolilnice v času zapore bo navkljub spuščenemu valju še vedno prekršek. V zadnjem letu prihaja do vse pogostejših težav v preskrbi zdravil. Po podatkih Agencije za zdravila in medicinske pripomočke trenutno primanjkuje 286 zdravil. Težave zaznavajo po celotnem območju Evropske unije, ne le v Sloveniji. Zdaj v zadnjem letu so primanjkovali antibiotiki predvsem. Zdaj se je trenutno to uravnalo, ne, in smo dobili nazaj. Največji proizvajalec teh generičnih antibiotikov je Sandoz, tako da potem je tudi on poskrbel za interventen uvoz. Sam je bilo vseeno premalo, tako da včasih so
tudi pacienti šli lahko v Italijo in tudi še vedno lahko grejo za določena zdravila. V lekarnah je bilo najbolj zaznati pomanjkanje antibiotičnega sirupa za otroke Ospen, ki pa je sedaj spet na razpolago. Občasno primanjkuje tudi zdravil za alergije in sirupa s paracetamolom, ki pa ju lahko nadomestijo z drugimi podobnimi zdravili, sporočajo iz obalnih lekarn. Poleg tega trenutno primanjkuje tudi zdravila za diabetes Ozempic. Pri diabetikih, za ta Ozempic, velik problem, zaradi tega, ker je na celotnem tržišču, to pomeni in Evropske unije in hkrati tudi Amerike, veliko pomanjkanje in zaradi tega potem ne uspejo Novo Nordisk narediti dovoljšno količino teh zdravil. Prevelika poraba je tudi zaradi tega, ker se jih predpisuje tudi za izgubo telesne teže. In potem na ta način dobijo recepte tudi za izgubo telesne teže, predvsem v Ameriki je to zelo velika potrošnja in potem primanjkuje učinkovine. V lekarnah spremljajo napovedi ponovnih prihodov zdravil na trg, skupaj z veletrgovci pa vzdržujejo zaloge na podlagi preteklih izkušenj in povpraševanj, vendar so odvisni od imetnikov dovoljenja za promet z zdravilom. V lekarnah sicer problem rešujejo z zamenjavo zdravil s primerljivimi generičnimi zdravili. Določena zdravila se lahko zamenja kar v lekarni, določena zamenja zdravnik, napiše kakšno drugo alternativo, lahko se pa pošlje pacienta tudi v tujino, s tem, da mora najprej zdravnik napisati zelen recept in potem to refundirati na zavarovalnici, tako na ZZS kot tudi na ostalih zavarovalnicah. Težave z dobavo antibiotikov so bržkone posledica nizke cene teh zdravil, zaradi česar za proizvajalce generičnih nadomestkov niso dovolj tržno zanimiva, so še povedali v zasebni lekarni na Ogrlici. Včeraj je potekala seja izolskega občinskega sveta, na katerem so se svetniki seznanili z nameravano prodajo zloglasnega zemljišča podjetja Projekt 2020. Gre za zemljišče, ki ga občina za nekaj več kot 2 milijona evrov prodala leta 2019. Kupec pa sedaj občini zemljišče ponuja nazaj v odkup za več kot 7 milijonov evrov. Za tako visoko ceno naj bi bila kriva hipoteka vpisana na zemljišču v višini nekaj več kot 5 milijonov evrov. Prav vpis hipoteke potrjuje navedbe medijev, da je bilo takrat zemljišče prodano po nižji ceni, kot je bilo dejansko vredno. Če je bilo res vredno 2 milijona evrov, vpis tako visoke hipoteke namreč ne bi bil mogoč. Kot je razvidno iz moje razprave na občinskem svetu, sem večkrat opozoril, da se v spisu nahajajo določeni dokumenti, ki kažejo na to, da postopek morebiti ni bil voden skladno s predpisi. Spomnimo, da je takratni župan Danilo Markočič od istega kupca, kot je bil ta, ki kupil zemljišče, na osebni račun prejel približno 10% vrednosti nakupa. Uradno naj bi odkupil oljčnik takratnega župana. Tik pred sejo je na elektronsko pošto svetnikov prispelo tudi sporočilo, ki jih je pozvalo naj končno obravnavajo dopis Komisije za preprečevanje korupcije, v katerem jih poziva k pregledu pogodb in v primeru ugotovljenih kršitev k ugotovitvi njihove ničnosti. Pogodba, o kateri je takrat glasoval občinski svet, se namreč razlikuje od dejanske pogodbe podpisane z omenjenim podjetjem, kar s pravnega vidika pomeni ničnost. In prav, ko je imel občinski svet končno priložnost razčistiti s tem, kaj se takrat dogajalo, je zavladalo čudno zatišje. Ni bilo oglašanja strani vodstva občine, ni se oglasila niti opozicija. Zdelo se je, kot da želi vse skupaj utišati in celotno akcijo zreducirati na to, kako naj se občina zavaruje pred morebitnimi odškodninskimi tožbami. Tako so sprejeli sklep, da bodo obe stranki v postopku seznanili z vso dokumentacijo, ki se tiče prodaje. Obrazložitev profesora Možine, ki je predhodno itak dal pravno mnenje, na podlagi tega pravnega mnenja sem se z njim pogovarjal, kar je omenil, in to zelo podrobno, na kak način se izogniti morebitnim težavam v bodočnosti. Zato sem dal in uvrstil to kot točko dnevnega reda, da o tem odloča občinski svet, ne pa župan. Je treba tako obravnavati. Moramo vedeti, da je to bil posel, ki je bil takrat sklenjen. Nekateri, pa tudi jaz osebno kot predsednik nadzornega odbora v tistem mandatu, prejšnjem mandatu, sem ugotovil nekatere nepravilnosti. Ugotovil sem tudi to in seveda to je bilo tudi javno objavljeno, ker končno poročilo nadzornega odbora je tudi javna listina, ki ste si jo lahko tudi prebrali in je objavljena na spletni strani občine Izola.
Tam smo ugotovili, da je prišlo do tega, da je občinski svet potrdil posel, k temu je bilo priloženo pogodba, ki pa ni vsebovala enakih določb naslednji dan. To pomeni, da so dodali 7. člen. To je omenil tudi danes profesor Možina. In to pomeni, da na to je bilo potem sklicevanje nekaterih, ki so videli v tem nepravilnosti in so zaradi tega obvestili KPK, tožilstvo, računsko sodišče in tako naprej. In zaradi tega so začeli razmišljati o tem, da je morda tu prišlo do neke ničnosti pogodbe. To je seveda bilo tudi v medijih v zadnjih letih. In da bi mi zavarovali sebe kot občino v tem smislu, da se ne zgodi neka bodoča tožba, smo danes sklep sestavili in če ga še enkrat beremo, v tej obliki, da ne zavezuje občino in ne podajamo kupcu oziroma pravnemu zastopniku in odvetniški družbi, ki nas je pozvala, in notarki, mi s tem ne rečemo, ne bomo šli v odkup in ne bomo izkoristili predkupne pravice, ampak smo samo rekli, da jih bomo seznanili z vsemi nevarnostmi tega posla. In zakaj na seji niso obravnavali poziva Komisije za preprečevanje korupcije? Takrat je neki drugi odvetnik podal pravno mnenje in na podlagi tega je občinski svet že 2 sklepa sprejel v prejšnjem mandatu in je s tem na nek način kasneje, pa skoraj bi rekel, potrdil tisti posel, ki se je zgodil in ki danes nam je verjetno vsem jasno, ni bil ravno pravno pravilno izpeljan. Občina se s tem verjetno želi ubraniti morebitnih tožb. Ni pa razumljivo, zakaj občina ne more sprožiti postopka ugotavljanja ničnosti. In zakaj v morebitni tožbi zaradi ničnostne pogodbe ne more denarja zahtevati od tistega, ki je občinski proračun oškodoval, kar bi bilo logično in docela možno. Saj je bil tudi kupec dolžan poskrbeti za to, da se k pogodbi priloži soglasje, kot to določa 29. člen Zakona o ravnanju s stvarnim premoženjem države in lokalnih skupnostih. Svetovalni center Istre je začel z delom v novi pisarni na Postojnski ulici 4 v Izoli. Do zdaj je deloval v Koperski ulici, kjer niso mogli sprejemati skupin, zato se je pojavila potreba po večjih prostorih. Na novi lokaciji so dobili tudi dolgo pričakovano čakalnico. V novih prostorih imamo prostor za obravnavo, za diagnostiko, imamo pa tudi udobno čakalnico, kjer starši lahko počakajo otroke, ko so v obravnavi, lahko berejo, lahko delajo na računalniku. Zagotovljena je zaupnost stranke, saj je čakalnica ločena od prostorov obravnave kar z 2 vrati. Svetovanje je namenjeno otrokom in mladostnikom. Center zato sodeluje tudi z vzgojno-izobraževalnimi institucijami. Mladim pomagajo pri razreševanju učnih, čustvenih in vzgojnih motenj. Na svetovanje lahko starši prijavijo otroke, ki imajo potrebo psihološke obravnave, diagnostike, in sicer preko e-naročanja na naši spletni strani svetovalnicenter.si. Večkrat sodelujemo s šolami, z vrtci in smo videli, da to hitro sodelovanje pomaga in takoj lahko rešimo težave, ki se pojavijo. Kljub temu, da v svetovalnem centru ne obravnavajo odraslih, vedo, da je potrebno v pogovor pogosto vključiti starše in druge člane družine. Velikokrat v obravnavo vključim starša, brate, sestre, saj težava otroka večkrat vpliva na celotno družino ali pa obratno. Pomembno je, da se takoj poišče pomoč, da popravimo ali pa da poiščemo bolj ustrezna vedenja, neprimerne vedenjske vzorce ali pa reakcije. Svetovalni center Istre ima 2 večje prostore s pisarnami v Kopru ter pisarni v Izoli in Piranu.
Svetovanje je brezplačno, ker ga sofinancirata Mestna občina Koper in občina Izola. Čakalne vrste so dolge, saj je zanimanje veliko, vseeno se najdejo prosti termini za nujne primere, saj je cilj pomagati čim večjemu številu otrok in mladih. Na junijski seji je koprski mestni svet sprejel odlok, s katerim je razdelil ustanoviteljske in kapitalske pravice v javnih zavodih, ki jih je koprska občina doslej delila z občino Ankaran. Iz Ankarana pa so sporočili, da to potezo razumejo kot enostransko, saj da je bila sprejeta brez uskladitve z občino Ankaran, zato bodo zoper odlok sprožili upravni spor. Njih toliko zmotilo dejstvo, da je bil odlok sprejet brez uskladitve, kot jih je zmotila napačna uporaba presečnega datuma za delitev premoženja. Na ankaranski občini po vpraševanju navkljub dodatnih pojasnil niso želeli dati. So pa nam s koprske občine odgovorili, da je bila odločitev o razdelitvi skupnega premoženja sprejeta na podlagi zakona o lokalni samoupravi. Prav tako pa ne nasprotujejo predlogu občine Ankaran, da to povsem novo pravno vprašanje v Republiki Sloveniji dokončno reši sodba sodišča. Ta teden so Koper preplavili številni mladi rokometaši. Slovenci pa so se pokazali kot srčni domačini, ki ne samo da znajo igrati rokometa, ampak tudi harmonike. Ja, slovenska ekipa je velika, ja, brez harmonike ne bi šlo. Pa znaš kaj zašpilati, ali kar sem odkal? Znaš? Pa špilaj pol je bela cesta, dajmo. Bravo! Lepo pozdravljene gledalke in gledalci v novi epizodi Kulturnega napovednika. Prihodnji teden bo zelo glasbeno obarvan, na voljo pa bosta tudi 2 filmski projekciji in že 4. festival uprizoritev glasbe in akademij. V soboto 8. julija bo v portoroški kavarni Café Central ob 20:30 nastopil Lapsus Trio ob spremljavi Natalije Trupe. Skupaj preigravajo in prepevajo jazz, funk in latino glasbo. Istega večera ob isti uri bo v izolskem parku Pietro Copo nastopila vokalna skupina Klapa Capris, ki preigrava tradicionalne dalmatinske, istrske in slovenske pesmi. Prav tako v soboto pa se bo v Auditoriju Portorož odvijal festival Melodij morja in sonca. Na že 42. ediciji festivala bo nastopilo 14 glasbenic in glasbenikov, ki se bodo potegovali za najboljšo skladbo. Istega dne se bo na plaži Valdoltra odvijal še koncert glasbene skupine Šukar, ki že 3 desetletja predstavlja romsko glasbo. Prisluhnimo njihovemu novemu singlu Muškarac za sva vremena, ki ga prepevajo z Zoranom Predinom. Ja sam muškarac za sva vremena, majstor svih kućnih poslova. Uši mi stežem, kuha mi pegla, model za žene bez granica. Kot vsako nedeljo pa se bo tudi 9. julija v parku Pietro Copo na ogled postavila otroška gledališka predstava Bonton za male lumpe. Ob 18. uri bo park namreč obiskala varuška Lucija in pripovedovala o vragolijah, ki so jih ušpičili otroci, na katere je pazila. Istega večera pa bo v placu pod Belvederjem nastopil lokalni reper Drill s svojim novim albumom Monumentum. Prisluhnimo njegovi istoimenski skladbi. Odmeva pesem v nebo, imena živi že 1000 let in ne izgubi momentum. Mirovanje mi je tuje, kujem plane sanje zasledujem, ta karijera samo eskalira, ne stagniram, jaz traj napredujem. Bolj kot to stopnjujem, svoj boss bolj posluje, so noč svak potuje, komoro fok čuje, za manje če ne probaš. Od 10. pa vse od 15. julija bo v Kopru potekala že 4. edicija uprizoritveno glasbenega festivala Fuga. V gledališču Koper se bodo vsak dan ob 8. zvečer predstavljali avtorski projekti, na koncu predstav pa bodo na sporedu zvečer še koncerti.
Med drugimi bodo nastopili Pantaloons, Free Kind, The Chillers, Majka, Samo da je fešta, ansambel Malojači in Drill. V ponedeljek 10. julija v koprski taverni prirejajo večer Dixieland glasbe 6-člansko glasbeno zasedbo Dixie Shock Band. V sredo 12. julija bo na ankaranski plaži Študent že drugi večer filma na prostem v sklopu dogodkov Kina Istre. Ob 21:30 bodo pričeli s projekcijo filma Pod udarom zakona. Film sledi zapitemu radijskemu napovedovalcu, nepomembnemu zvodniku in izgubljenemu priseljencu iz Italije. Slednji se znajdejo v isti zaporniški celici in skupaj tudi pobegnejo. V četrtek 13. julija se bo v Izolskem Largu pri Špini ob 20. uri pričel koncert lokalne zasedbe Piran Express. Izkušeni glasbeniki skupaj preigravajo alternativni blues rock. Prisluhnimo odlomku njihove skladbe 112. Ja, saj sem vedel, da boš ja. Ne, zaprošen že prepozno je. Istega večera pa bo na vrtu Koprskega pokrajinskega muzeja že drugi večer jazz, etno in funky festivala Jeff. Četrtkov večer bo zaznamovala filmska projekcija Sveta Gora francoskega režiserja Alejandra Jodorovskega. Mnogi jo opišejo kot psihadelično izkušnjo, ker orisuje skupino figur na poti do razsvetljenja. Istega dne bo za ljubitelje popularne in zabavne glasbe na dvorišču Vina Koper nastopila hrvaška pevka Nina Badrić. Koncert se bo pričel ob 21. V petek 14. julija bo v parku Pietro Kopo nastopila 5-članska istrska zasedba Etienne in Tempera. Skupno preigravanje legendarnih hitov zasedb iz časov Jugoslavije se je 3 leta nazaj sprelevilo v ustvarjanje avtorskih skladb. Istega večera pa bo v sklopu 30. Primorskega poletnega festivala v izolskem letnem kinu Arigoni na sporedu monodrama Večni otrok. Mama Maja pripoveduje zgodbo o rojstvu sina z Downovim sindromom na predvečer njegovega prvega šolskega dne. Najlepša hvala za pozornost in uživajte. Se vidimo naslednji teden.